Luka Polenšek je lastnik kavarne Ravno v Slivniškem jezeru, priljubljenega mesta za sprostitev in druženje. Obiskovalce pritegne mirna lega ob jezeru ter pestra ponudba domačih slaščic in sladoleda. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamujejo življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. Naša zgodba se je začela pred več kot 15 leti, ko je oče kupil tik ob Slivniškem jezeru zemljišče. Kavarna pa deluje zdaj že 12. leto, prvih 5 let bolj sezonsko, od maja do oktobra, zadnjih 7 let pa v bistvu vsakodnevno, kar je tudi velik dosežek, da lahko skupaj z ekipo in zaposlenimi delujemo vse dni v letu, tudi za praznike, in tako upam, da bo ostalo tudi naprej. Glede na to, da tukaj je bil praktično travnik, smo bili pred velikimi izzivi z samo gradnjo objektov, kot tudi same pripravljenosti območja na nek razvoj. Tako da tudi vse smo delali nekako step by step, korak za korakom. Ko smo začeli, je bilo v bistvu vse zaraščeno, to smo potem tudi pokosili, očistili in šele takrat, ko so se ljudje lahko usedli, so začeli verjeti oziroma videti to lepoto Slivniškega jezera. In najprej so to bili domačini, ki še vedno znova radi danes prihajajo, na kar smo zelo ponosni. In lepo je imeti občutek, da si nekako sprejet in da te to tudi žene naprej. Za leti je vse več obiskovalcev prihajalo, zato smo vsako leto nekaj dogradili, nadgradili in nekako smo danes, se mi zdi, kar prepoznavni v bližnji okolici in pa tudi širše. Seveda so to tudi določeni izzivi, ker sam menim, da mora biti nekako celotno območje, da je pripravljeno za neko turistično destinacijo. En posameznik ne more narediti nekega takšnega napredka, kot bi lahko nekako več posameznikov skupaj. Zato je ta stvar zelo prepletena z vsemi akterji, ki pripomorejo k boljši turistični ponudbi. Najbolj pomembno se mi zdi, da je človek oziroma celotna ekipa nekako vztrajna in da vztraja pri svojih zamisli. Seveda na začetku se nekako nekje še išče, tudi ne ve točno, kam pluje, ampak z leti se ta cilj nekako fokusira in mislim, da potem najdeš nek svojo točko, kjer lahko deluješ naprej. V naši kavarni ponujamo raznovrstne napitke, kot tudi slaščice, tudi hišni sladoled. Ker pa delujemo skozi vse leto, pripravljamo posebne ponudbe času primerno, se pravi jeseni, pozimi kakšne tople napitke, poleti pa tudi razne limonade, osvežilne napitke, koktejle. Najbolj pa smo ponosni na naš hišni sladoled, ki ga pripravljamo sami in se tudi v tem želimo v prihodnje razvijati, tako da bo za vsakega nekaj. V ponudbo želimo vključiti lokalne ponudnike, zato že vrsto let sodelujemo z lokalno slaščičarko, goste pa radi napotimo na dobro kosilo v bližnjo gostilno in pa kmečki turizem. Ravno obiskujejo tako domačini kot tudi gostje drugod, tudi iz celega sveta smo že imeli goste. Moram reči, da čedalje vsako leto je več gostov iz tujine, iz daljnih krajev. Naj povem zanimivost, da so prihajali že iz Japonske, Avstralije, pa tudi iz Amerike. Radi pridejo sem na to območje, kjer je narava še neokrnjena, kjer še ni masovnega turizma. Marsikdaj napotimo tudi na bližnje hribe, kot je Sklopce na Klopco, na vinsko pot do drugih ponudnikov. Obiskovalci pridejo na Ravno tudi zaradi številnih dogodkov, ki jih prirejamo skozi vse leto, od pustovanja, noči čarovnic, do 1. maja, srečanja vseh generacij, do Kresne noči, ki je ena večjih dogodkov
ob Slivniškem jezeru in na splošno v občini Šentjur, kjer sodelujemo z planinskim društvom in pa turističnim društvom in tudi z osnovno šolo. Je tudi humanitarna nota v tem dogodku, saj osnovnošolci pripravijo lučke, ki jih potem spuščamo po jezeru, in s prodajo teh lučk si nekako lažje omogočijo poletni planinski tabor. Do Ramna jazza, kjer sodelujemo z kulturnim društvom Big Band. Ramna jazz smo nekako strahom začeli prirejati, saj jazz glasba ravno ni najbolj priljubljena na podeželju. Smo želeli jazz glasbo približati ljudem in mislim, da imamo vsako leto čedalje boljše in kvalitetnejše izvajalce, in to si štejemo v čas, da lahko ljudje poslušajo takšne izvajalce tukaj ob Slivniškem jezeru. Pri organiziranju dogodkov je vedno več izzivov, sploh pri dogodkih, ki se odvijajo na prostem. Tu so seveda vremenski vplivi, ki jih nimaš moči spreminjati, takšno vreme kot je, in vedno znova in znova to delamo zaradi ljudi, kljub vsem težavam. Tudi kdaj se je že zgodilo, da nam je zmanjkalo elektrike, bila je tudi že toča, nalivi, bilo je vse mokro, ampak mi smo to hitro z dobro ekipo nekako poskušali popraviti. Kljub temu, da ni bilo vse tako, kot smo si zamislili, je vseeno dogodek uspel in na ta račun se še velikokrat kaj nasmejimo. Ob vsaki zgodbi potrebuješ dobre sodelavce in ekipo, seveda pa je družina tista, ki ti res pripomore tudi v tistih slabih trenutkih in pa se s tabo veseli, ko so trenutki dobri. Poleg dnevnega vrveža in vseh obiskovalcev, ki smo jih zelo veseli, so mi najlepša jutra in pa večeri oziroma pozno noč, kjer včasih sam posedim ob jezeru, pogledam po gladini jezera in tako nekako se sprostim in pripravim za naslednji dan. Dobrodošli na Ramni in pa na Slivniškem jezeru vse dni v letu.